knjige. Ne. In jaz sem gospodu ministru za šolstvo je obljubil, da bo dal 800 knjižnic v Sloveniji, dal moj tekst, ki so novele, kjer je o fašizmu namreč povedano, kako so zastrupili Bratoža, kako so žrgali Narodni dom, kako so pljuval v usta, recimo učitelj pijakinja, če je spregovorila po slovensko, ne tako naprej. Se rekel, lepo, če boste dali to knjižnica, se rekel, bi morali prav v šolske knjige dati, v zgodovino. In se rekel, prosim, dajte mi prikazati, kakšne so vaše knjige zgodovine. In sem dobil, včeraj sem dobil dve veliki debeli. Nisem šel v temo, ker nimam časa, ampak vsaj neko stran sem prebral, piše o fašizmu in ti so, ne, bi rekel, 5-6 vrstic, ne. Češ kaj, da bo dijak iz tistega imel zdaj pojma, kaj je bil fašizem. Moraš napisati eno poglavje, ne, kakošne pač piše, kakor pišejo o Garibaldiju, kakor pišejo o Mazzinju, kakor pišejo v italijanskih knjigah, o svojih, bi rekel, ljudeh, ne, tako mora biti. Ne samo o osvobodilnem boju, pa piše tudi, kaj je bil fašizem in kako je bil fašizem, ne. Tukaj tudi to, recimo, ta ideja o osvobodilnem boju, ne, tu, v tem smislu, mislim, da bi tudi enkrat bilo mladim, da se to razložilo, kako je bilo z osvobodilnem bojem, kako je bilo z kontrarevolucijo, kako je bilo, recimo, ne, da bi se to napisalo dijakom po resnici, kako je bilo, ne kako želi neki profesor ali pa neka grupa ali pa neka, bi rekel, nova, bi rekel, antikomunistična, ne, ker tu je, mislim, to je rekel tudi Berdjajev, kadar ti nekaj napadaš in napadaš, ne, v tistem smislu gotovo nekje grešiš, ne, zato ker se postavljaš tudi ti na neko, bi rekel, odločno tezo proti tezi, tako naprej, ne, in kadar je enkrat nekaj mrtvega, pustil, je mrtvo, pustil ga nekako zdaj, ne, povej rajši tudi o tistem, kar danes ne govori, skupnost ne govori, recimo, ne. In tukaj sem jaz ponovil in bom ponovil še enkrat, zato ker jaz sem bil v taborišču nad Cvalderštrutom pred 3 tedni, ne, in me je zelo zeblo, in sem bil gor za nekega pričevanja, tako naprej. Jaz ne bom dopustil, da se govori samo o zločinih, ki jih je počel komunizem, ampak tudi, kar je bilo vseh mrtvih, ki so jih pošiljali v taborišča in ki danes ne morejo izkopavati nič, ker ni nobenih kosti, ki so vsi šli v peč, ne, in tam so postali pepel v naši tovariši. In to so bili skoraj po vseh nemških taboriščih, ki so bila taborišča za politične, niso bili taborišča v imenu nekega, bi rekel, holokausta, ki je tragedija Judov. Mi ne spadamo zraven. Oni so rekli, da vključujejo vse v ta kompleks, se rekel, nima nobenega smisla, da me ne vključiš z Judi, z materimi otroci, ki ti s plinom uničuješ, ne, mi v taborišču smo morali delati. In so morali, dokler je to stal po konci, pa tudi če je modrisko, tudi če se je edino prst, recimo v tezarnico, da ne bo umazal po tleh, je moral iti na apel, je moral iti, ne. In potem so ga zapeljali, če bo treba nesti dol v krematorij, tako naprej. To se pravi, je izkoristil človeka, dokler je mogel za to, da je za nemški raj delal, recimo, ne. V tem smislu ta taborišča so vsa pozabljena, tudi po citatu, ki je recimo Dachau, recimo, ne. Dachau je bilo najlepše taborišče nemško, ker je bilo zgrajeno za nemške opozicionalce, za komuniste, za socialiste, za pričevanje za Jehovovce, vse, kar je bilo takšnega, kar Nemci niso imeli radi, za pederaste in tako naprej, so priključili zdravo, ne. In vsak način, ne, v tem smislu je taborišče bilo tako zgrajeno in tako ustvarjeno, da je bilo perfektno, tudi medicina in tako naprej je bila perfektna, ne. Potem je bil Buchenwald, ne, potem je bila Dora Mitterburg, ki so delali rakete, pa v Cvajneh proti tem. In te je samo v enih galerijah tega Harz se imenuje, je to je taborišče, ki se ne pozna ravno zaradi von Brauna, ne. Von Braun je, lepo so ga pobrali, so ga naskrivaj nesli v Ameriko in potem malo izboljšal to, kar so delali naši bogi, recimo v tistih galerijah podzemnih, je šel potem na Luno, je postal neki grob, pa ne vem, kaj so ga imeli.
zaradi tega danes se sploh v taborišču ne govori. Mene vabijo zdaj, da pridem aprila, da bom imel govor, ko bodo imeli spominsko tisto, se bodo spomenili ravno tega osvoboditve in tako naprej. In bom ravno to poudaril. No. So prišli k meni, 2 Nemca sta prišla, mlada Nemca in 2 Italijanki, ne, kako in kaj ne oni naredijo za to, da se bo o tem taborišču govorili, so prišli k meni. Se rekel, če da vam jaz svetujem, kako bi treba dobiti velike častnike, in to, ne, da se na prvih straneh, da se to nekaj takega, kada se je zgodil, ne vem, kako zdaj, ki je potres, recimo nekaj takega, da bi se ljudstvo drugače ne prisluhne temu, ne. Je treba priznati, da so Francozi v tem taborišču zgradili poleg taborišča eno lepo palacino, lepo zgrado, stekleno, tako naprej. To je 800 metrov visoko. In to je evropski center, ne, za deportiranega rezistana. Da se pravi, ne, tudi za naše, tako naprej. In so tudi naši, zdaj prispevajo, da dajo naše mrtve, naše tisto. Ne. In to so na podlagi tega so potem meni Širak dal tisto priznanje. Je pravzaprav, recimo, jaz to govorim zaradi tega, ker bi danes bilo potrebno, da bi se govorilo, kako so predstavniki cele Evrope nekako prispevali pri antifašističnem boju. Ne. In to, če sem jaz imel opraviti z Poljaki, s Čehi, torej Sloveci, tako in tako, Italijani, Francozi, Belgijci, Holandci, Norvežani, ne. To so ljudje, ki so, iz celega tega kompleksa, poleg taborišča, ki sem jih prej omenil, pa Mauthausen, Bergen-Belsen in tako naprej, so bili vse komande teh taborišč, ki so nekako od Dachova do Alzacije, je cela južna Nemčija, ne samo posejana s krpičicami, kjer so bila ta taborišča. Vidite, tukaj sem jaz to povedal zaradi tega, ker bi videl rad, da bi eden izmed škofov, ki tukaj imajo velike slovesnosti nad odkritimi novimi kostmi, ki je velika tragedija, v redu, jaz nima nič proti temu. Ne tudi to, recimo, tim kostem na čast, pa da bi vsaj eden izmed škofov šel v eno izmed teh taborišč, recimo. Pa tudi v Rižarno v Trstu, ne. Tam so pa šli od SS-a, od Gestapa kar direktno v Peč, ne. Ni bilo treba niti pošiljati v Nemčijo, recimo, ne. O tem se ne ponavadi govori danes v Sloveniji, ne. Se pravi, je samo Peč. Meni so rekli, ja, dragi pahor, ampak je komunizem toliko časa govoril o domobrancih, ne. Se rekel, ja, takrat. Zdaj ti mladi, ki imajo danes 20 let v šoli, ne, ko slišijo samo o komunizmu, o drugih ne slišijo nič, bodo gledali zgodovino samo v eno smer, se rekel, potem to ni, potem spet ni ta prava zgodovina, se rekel, ne. Vidite, tako imamo na vse kraje imamo stvari, ki jih moramo nekako vzeti poštev, po mojem, ne, mislim, vse smeri imamo, ne, je res. Če hočemo zgraditi neko družbo, ki bo imela neko svojo, bi rekel, svoje dostojanstvo, tudi nekako, bi rekel, svoje zrelo gledanje na Evropo, svoje zrelo gledanje recimo na jutrišnji dan. V tem smislu mislim, da jaz nimam kaj dosti drugega povedati, razen če me vprašate kaj o kakšni moji drugi ideji. To drži in to ponovim, ker sem sloči ponovil tudi temule italijanskega radia, se rekel. Tukaj, če vi imate mene za nacionalista, dragi, se rekel, potem, ko sem govoril 24 let, sem poučeval slovenski jezik, italijanski jezik, italijansko literaturo, je rekel, slovenski višji, slovenski šoli v Trstu, ne, ker slovenščine nisem mogel poničevati, ker nisem imel ne gimnazije, ne liceja, ne univerze. Sem moral se rešiti z nekim profesorskim poklicem, tam, kjer sem bil gospodar, jaz sem moral začeti slovensko literaturo se učiti, ko sem prišel nazaj iz lagerja oziroma iz sanatorija francoskega. Tako da pravzaprav sem od vsakega slovenskega avtorja v zgodovini, slovenske književnosti poznam eno ali pa 2 deli, ker nisem imel konkretno niti materialnega časa, da bi se lotil neke konkretne, recimo, ravno isto je za slovnico, ne.